Dober dan, to je N1 studio. V Bruslju je ponovno potekala razprava o Sloveniji, točneje o tukajšnjih medijih. Evropska poslanka iz vrst SDS Romana Tomc je namreč v Evropskem parlamentu pripravila konferenco z naslovom Medijska svoboda v Evropski uniji. In slišati je bilo precej očitkov na račun vlade Roberta Goloba, češ da izvaja hude pritiske na medije, da odstavlja urednike in izvaja kadrovske čistke. Iz vrst vladajoče Svobode pa odzivi, da je šlo za šov in da je Romana Tomc v Bruslju organizirala širjenje neresnic in klevet. V studiu sta zdaj z nami Romana Tomc, evropska poslanka EPP SDS. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. In Irena Joveva, evropska poslanka Renew Europe oziroma Svoboda. Lep pozdrav, dobrodošli. Lep pozdrav. Če začneva midva, gospa Tomc, po tej omenjeni razpravi o medijih ste zapisali, da je resnica v slovenskih medijih s poudarkom na RTV Slovenija pretresla Evropsko komisijo in Evropski parlament. Koga konkretno je to pretreslo in kaj jih je tako zelo pretreslo? Konkretno tiste, ki so bili z nami, to se pravi predstavnico Evropske komisije, tudi predstavnika Evropskega parlamenta in predstavnika oziroma predstavnico think tanka iz Bruslja, ki so razpravljali skupaj z nami. Podlaga za to konferenco je bila nova medijska zakonodaja, ki se pripravlja na evropski ravni in katere namen naj bi bil preprečevanje ravno tega, kar se v Sloveniji ta hip dogaja. To pa je politizacija medijev. Seveda sem povabila tudi zelo eminentne goste iz Slovenije, ki so predstavili resnico oziroma realno sliko o medijski sceni v Sloveniji s poudarkom na tem, kaj se dogaja v bistvu v postopku, ki teče na Ustavnem sodišču in zadeva nov zakon o RTV. To je predstavil dr. Peter Gregorčič. Povabljen je bil tudi Peter Jančič kot eden izmed tistih, ki imajo osebne izkušnje, kako deluje slovenska medijska scena, kako je, če si en dan urednik na nekem portalu, ki je posredno v državni lasti, drug dan te pa politično odstavijo, in tretji gost je bil pa z namenom Miro Petek, ki je eden, če ne edini, mislim, da je edini od slovenskih novinarjev, ki je bil grobo fizično napaden in je pravzaprav skoraj komaj preživel nekaj let nazaj, kot eden izmed primerov, kaj se z novinarji ne bi smelo dogajati. Odzivi, ki so, vidim tukaj v Sloveniji na to konferenco, me navdajajo z nekim prepričanjem, da smo zadeli žebljico na glavico. Odzivi so namreč bili povsem pričakovani. Tisti, ki so se v tej zgodbi našli, so zelo kritični in seveda z, bom rekla, takšnim podtikanjem želijo zmanjšati pomen te konference. Vendar jaz pozivam vse, ki imajo karkoli kritičnega za povedati, da povejo, kaj od tistega, kar so povedali ali Gregorčič, ali Jančič, ali Petek, pa ne drži. Tako da tukaj je najbrž marsikoga zelo zabolelo, da je prišla v Evropskem parlamentu tudi druga plat medalje na površje. Namreč do zdaj smo se pogovarjali samo z gosti, nikoli ti trije niso bili povabljeni. Vedno so bili povabljeni neki drugi, ki so predstavljali nekakšno drugo zgodbo o slovenskih medijih, tako da je prav, da predstavniki evropskih institucij izvejo tudi to. Gospa Joveva, vi na tej konferenci niste sodelovali. Kako odgovarjate gospe Tomc, ki pravi, da se v Sloveniji dogaja politizacija medijev, da so to v bistvu povedali tudi gosti, ki jih je povabila na to razpravo? Kako vi odgovarjate in kako gledate v bistvu tudi na to izbiro gostov in na samo debato? Jaz moram najprej povedati, da drži, da se nisem udeležila tega dogodka, nisem ga niti spremljala v živo, niti ga nisem nameravala poslušati oziroma preposlušati, ampak sem ga danes naknadno, zato ker se ne želim odzivati na nekaj na pamet in želim nekako iz prve roke pojasniti, potem, ko sem se v tem primeru na lastna ušesa prepričala, kaj se je dogajalo v teh 2 urah te razprave. In jaz moram povedati, da lahko zdaj brez dvoma povem, da je bil to šov, namenjen predvsem volilni bazi stranke SDS in v bistvu je šlo za nek
usporedni svet z nekimi sprenevedanji, zmanipuliranji, skrivljenimi dejstvi in tako naprej. In kar se tiče tega, koga je kaj pretreslo, kvečjemu je predstavnike parlamenta in komisije pretresla bizarnost vsega skupaj. V enem delu, ne rečem, je bilo govora tudi o dejstvih, predvsem v začetnem delu, ko je bilo govora o Evropskem aktu o svobodi medijev. Jaz sem ena od parlamentarnih pogajalk oziroma poročevalka v senci, poročevalka v imenu svoje politične skupine Renew Europe. Mi smo končno začeli s pripravami na izboljšanje besedila tega akta in jaz na tem mestu izkoriščam priložnost in pozivam tudi kolegico, če imate neke konstruktivne, dobre vsebinske predloge, jaz jih z veseljem pogledam in mogoče pride tudi kaj v amandmaje oziroma dopolnila tega akta, ker absolutno je dejstvo, da je akt treba izboljšati in da je akt namenjen medijski svobodi, kot je tudi njegovo ime. Kar se tiče sodelovanja, mogoče začnem s predstavnikom Evropskega parlamenta. Bil je tam poslanec Evropske ljudske stranke, gospod Vladimir Bilček, ki je povedal svoje in odšel. Takoj, ko se je začela ta razprava nekako usmerjati v slovenski populistični nadrealizem. Predstavnica Evropske komisije, najprej je bila sicer predvidena ena druga, potem je prišla gospa Marie Frejen iz kabineta komisarke, podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove, ki je tudi povedala svoje, v 5 minutah je predstavila besedilo akta in potem v bistvu tudi morala zagovarjati neutemeljene obtožbe zoper komisarko Jourovo glede njenega obiska v Sloveniji. Skratka, če potegnem črto, razprava je bila bizarna. Bizarna, gospod Tomc? To je točno tisto, o čemer sem vam prej govorila. Kolegica Joveva ni navedla niti ene stvari, ki v razpravah mojih gostov ne bi držale. Jo pozivam, da pove, kaj ne drži. Jaz sem bila gostiteljica tega dogodka in razprava je bila na izjemno visokem nivoju. In če boste želeli oporekati čemerkoli, potem vas prosim, da kar pridete z konkretnimi stvarmi, ki ne držijo in poveste, kdo jih je izrekel na dan. Glede obiska mojega kolega Vladimirja Bilčika, on je tudi poročevalec, tako da meni ne bo treba vam predlagati amandmajev. Ampak ne v glavnem odboru. Imamo mi svoje poti za to, da predlagamo odbore. Vladimir Bilčik je zelo pozorno poslušal tudi Petra Gregorčiča, potem se mi je pa že vnaprej opravičil, ker je moral na nek drug odbor. Predstavnica Evropske komisije, s katero smo bili tudi danes na zvezi, povratno, se nam je še enkrat zahvalila za povabilo in povedala, da bo naredila tako imenovan follow-up. Kar pomeni, da je kabinet Jourove, to se pravi komisarke, podpredsednice komisije Jourove, zelo resno vzel tisto, kar so na tej konferenci slišali. In s tem je bil naš namen tudi dosežen. Naš namen je bil, da vendarle enkrat na evropski ravni se sliši tudi resnica, tudi druga plat zgodbe. In še enkrat pozivam tiste in tudi vas, da poveste, kaj točno tistega, kar so izrekli moji gostje, kaj od tistega ne drži. Ni problema. Predvsem ne drži dejstvo, da govorili ste ogromno o situaciji na javni RTV, televiziji Slovenija, in govorili o tem, da se zdaj aktualna vlada, dr. Roberta Goloba, ukvarja predvsem s političnim vmešavanjem, kar ne povejte, drži. Kdo je rekel to, ker seveda 3 gostje so bili tam, jaz sem to povezovala, jaz sem bila gostiteljica dogodka, 3 gostje, pa vsak odgovarja za tisto, kar je izrekel. In prosim, če želite kogarkoli diskreditirati, da poveste, kdo je to bil in kaj je tisto, kar ne drži. Jaz nisem tukaj zato, da diskreditiram kogarkoli. Samo to pavšalno obtoževanje je seveda nekaj, kar je vam zelo blizu, ampak ravno za to gre. Zato sem tudi zapisala na Twitterju, resnica je prišla v Evropskem parlamentu na dan in to je potrebno ovreči, če mislite, da ni res, s čim več kot splošnimi floskolami, kar tako bilo je bizarno. Oprostite, ampak to ni vredno,
da se v bistvu ukvarjate z to konferenco, ki je bila dejansko na visoki ravni? Dejansko ni vredno, to je res, ampak sem se bila primorana ukvarjati in pogledati to konferenco, ker sicer ne bi mogla. Veste nekaj več najbrž. Boste lahko uporabili pri svojem delu glede medijske zakonodaje na evropskem Težko, razen če sem ugotovila, predvsem, če se ne želim v tem aktu. Tako da ne verjamem. Ampak kot rečeno, če imate kaj dobrega... konkretne stvari in konkretna imena. Vse sem vam povedala. Govorili ste o političnem... Nisem slišala še nobenega imena. Kdo je Spoštovani kaj dami, narobe lahko naredil? samo preden nadaljujemo, se nekaj izmenimo, da ne govorite obe naenkrat, ker potem gledalci ne razumejo, kaj govori ena, ne kaj govori druga in v bistvu nimajo nič od tega. Tako da bi vaju prosil, da govori samo ena naenkrat. Gospa Joveva, izvolite. Jaz ne želim relativizirati resničnih težav s tem, da se zdaj ukvarjamo s tem, kaj je kdo tam rekel in česa ni rekel. Lahko si čisto vsi pogledajo to konferenco, ta dogodek. Jaz sem si jo in zato lahko, ker sem si jo pogledala, povem, da je bila po mojem mnenju bizarna in da je bilo na njej povedanih ogromno izkrivljenih zadev. In seveda predstavniki Evropske komisije in parlamenta in mogoče še kdo, ki je bil tam, so si lahko pogledali oziroma slišali marsikaj, ampak zelo dobro vedo, kakšno je stanje v Sloveniji in zelo dobro vedo tudi, da je aktualna vlada dr. Roberta Goloba začela reševati stvari, ki so se zgodile pod prejšnjo vlado. Lahko se pogovarjamo o finančnem izčrpavanju, ki se je dogajalo Slovenske tiskovne agencije, kar je počela prejšnja vlada. Mimogrede tudi to je stvar, ki je navdahnila določen del besedila akta o medijski svobodi. Tako da uradniki, evropski komisarji, vsi, tudi tisti, ki se ukvarjamo s tem aktom, zelo dobro vedo in vemo, kaj se dogaja. Je pa, nimam nič proti, obe imava pravico organizirati takšne stvari in tudi vsi ostali. Ja, zgodila se nam je ena zelo velika, oziroma vaši vladi ena zelo velika nevšečnost in sicer to, da se je zakon zataknil na ustavnemu sodišču. In to seveda v Evropskem parlamentu zelo odmeva, zakaj se je to zgodilo, kako lahko neka vladna koalicija predlaga zakon, ki ga potem ustavno sodišče zaenkrat ustavi. Še vedno nisva prišli do nobenega imena, ampak do splošnih nekih obtožb, na katere jaz ne morem pristati. Po drugi strani pa zelo podpiram to, kar je kolegica Irena Joveva rekla in vabim vse, da si ta posnetek ogledajo. Ta posnetek je namreč prenašala tudi, oziroma ta dogodek je prenašala tudi Televizija Slovenija, je bil posnetek na 3. programu. Lahko si ga bodo najbrž ogledali še kje. Prav zagotovo bomo dali tudi naslov na YouTube. Jaz mislim, da je bil izjemno zanimiv in da si ga bo z veseljem ogledal še kdo. Zato vabeni vsi, da si ga pogledate. Gospod Tomc, rekli ste tudi tam, da v Sloveniji poteka poskus popolne podreditve državnega medija RTV. To, da nekatere vodilne položaje trenutno zasedajo posamezniki povezani z vašo stranko, ki so delali za vašo vlado, pa ni podreditev ali kako? Poglejte, kdo bi to bili, jaz čisto točno ne vem. Gospod Uroš Urbanija je v.d. direktorja Televizije Slovenija, je bil šef vladnega komunikacijskega urada UKOM-a. Drago Zadrgal, nekdanji sodelavec poslanske skupine SDS, je zdaj vodja pravne službe na RTV Slovenija. Gospa Ksenija Koren je bila predstavnica za odnose z javnostmi v drugi vladi gospoda Janeza Janše, torej premijeva PR-ovka, gospod Martin Nahtigal, ki je zdaj urednik tam, gospa Koren je seveda urednica dnevno informativnih oddaj, pa ponovim tudi zunanje redakcije. Gospod Nahtigal je vodil kabinet ministrice za zamejce in Slovence po svetu. Koliko ste jih našteli? Na RTV-ju je zaposlenih 2000, ampak približno 2200. Ampak gre za to, kdo so na ključnih položajih, kdo odloča o tem, kakšna bo uredniška politika Televizije Slovenija, kateri prispevki se uvrščajo v oddaje, kateri se ne uvrščajo. To so ključni položaji, ki odločajo o tem,
O čem bo TV Slovenija poročali, o čem ne bo. O tem govorimo. Kdo pa bi moral biti na teh položajih, po vašem Jaz nisem za to, jaz samo sprašujem, glede na to, da pravite, da poteka poskus popolne podreditve državnega medija RTV, tako ste rekli, me zanima, če to, da vodilne položaje zasedajo ljudje povezani z vašo vlado, pa ni podreditev. To vas sprašujem. Poglejte, razlog za to, da ne samo jaz, ampak še mnogi drugi mislijo, da poteka poskus popolne politične podreditve radio televizije Slovenija, je seveda v tem, da je glavni namen novega zakona, ki ga je pripravila vladna koalicija, pravzaprav samo eden. In to je obglaviti celotno vodstvo radiotelevizije Slovenija na čelu z celotnim programskim svetom, direktorjem radiotelevizije, direktorjem televizije, direktorjem radija in seveda to posredno kasneje pomeni tudi zamenjavo na uredniških mestih. To je nekaj, kar je bilo večkrat očitano madžarski in poljski in to je tudi dr. Gregorčič poudaril. Če dopustimo takšno rovarjenje po nacionalnem mediju, kjer lahko vsakokratna politika, ko pride na oblast v celoti z enim zamahom, zamenja celotno vodstvo neke nacionalne televizije, potem smo dejansko prišli oziroma prešli rob in mejo dobrega okusa, pa ne samo to. Seveda je o tem presojalo tudi sodišče na evropski ravni in takšne poskuse vedno prepoznalo kot politizacijo televizije. In ravno to se sedaj dogaja. Je pa zdaj tudi slovensko sodišče odločilo, da je bilo imenovanje gospoda Andreja Graha Whatmova, generalnega direktorja, trenutno VD na RTV-ju, nezakonito leta 2021. Gospa Joveva, kaj pravite na to, kar ste ravnokar slišali? Zanimivo, da sta kar naenkrat Madžarska in Poljska problem. Nekoč so jo v vaši stranki zelo hvalili, voditelje teh dveh držav, zdaj pa primerjate z aktualno vlado ravnanja poljske in madžarske vlade. To je še eno vrsti teh paradoksov in bizark. Jaz nisem rekla nič drugega kot to, da se to, kar se je zdaj dogaja pri nas, se je dogajalo točno to, kar ste vi očitali poljski in madžarski. To se pravi, delate tisto, kar ste očitali nekomu drugemu. Popolnoma enako, ali bi pa rekla še malce v bolj grobi obliki. Malo ste zamešali po mojem letnice oziroma vašo vlado in aktualno vlado, kar se tiče primerjave s Poljsko in Madžarsko. Sklepam, da ste zamešali, ne vem, ker ne vidim drugega razloga za takšne izjave. Jaz bi rada samo povedala, da niso govorili o marsičem na tem včerajšnjem dogodku. Sicer je to glede odločitve o generalnemu direktorju, kar je odločilo sodišče, prišlo, mislim, da ravno nekje vmes med dogodkom, tako da mogoče razumem, da o tem niso govorili, ampak niste povedali tudi tega, da Ustavno sodišče ni vsebinsko še odločilo, se opravičujem, o spremembi novele. Prav tako niste nihče niti omenil protestov, niti stavke zaposlenih na RTV-ju, niti tega, kar se jim dogaja. To poročajo sami, tega si ne izmišljujem sama. V bistvu je bilo predvsem govora o obrambi lastnih interesov. Saj ste si prebrali marsikakšno njihovo izjavo zaposlenih. Zdaj lahko do jutri razlagava, kaj vse od mobinga do raznoraznih odstavljanj in nastavljanj političnih kadrov. To je izredno žalostna zgodba v bistvu. No. Niti ne samo bizarna, ampak žalostna. Kar se tiče tega, da se vi nekako zatekate k skrajnostim kot stranka in k nekim izjavam namenjenim izključno vaši volilni bazi, lahko povem samo to, da se večina vendarle tudi v Evropskem parlamentu zanaša predvsem na kredibilne vire informacij in teh je res veliko. Če naštejem samo par zadnjih tednov, recimo Freedom House poročilo je zunaj in to poročilo piše o izboljšanju vladavine prava in izboljšanju demokratičnosti Slovenije po nastopu vlade dr. Roberta Goloba. Tudi VDM inštitut švedski piše o tem. Posebej je pa za izpostaviti poročilo Sveta Evrope, ki zelo jasno piše o medijski svobodi. Ta teden je bilo objavljeno. Zelo direktno izpostavlja prekinitev
brutalnih napadov na STA. Izpostavlja tudi še vedno politično nastavljeno vodstvo RTV-ja z namenom rušenja javne televizije in obveščenosti, pravice do obveščenosti državljanov s pravimi, neodvisnimi, kredibilnimi informacijami in pozdravlja predlagano spremembo zakona o RTV, ki izloča politiko iz organov upravljanja. Mimogrede, to je bilo potrjeno tudi na referendumu z veliko večino. Jaz ne poznam primera države, ki napiše in sprejme zakon oziroma upošteva izhodišča civilne družbe, da bom korektna, potem napiše in sprejme zakon, ker se vladne stranke same izločijo iz upravljanja in ne želijo več političnega vmešavanja. Vse, kar si želimo mi s temi spremembami, je zgolj in samo to, da lahko novinarke in novinarji neodvisno opravljajo svoje delo brez pritiskov. To je vse. Točno tako. To je seveda naša želja. Ves čas podpiramo zakon, ki prihaja iz Bruslja, to se pravi zakon o medijski svobodi, ki bo preprečeval ravno to. Ne omenim še nekaj, kar je kritična točka v Sloveniji, to je koncentracija in nepregledno medijsko lastništvo. Na to nas vsako leto opozarja tudi Evropska komisija. Tukaj imamo veliko črno piko in to bo potrebno popraviti. S tem se vaš zakon oziroma tudi inštitucije, ki bi morale nadzirati to, absolutno ne ukvarjajo. Jaz mislim, da je pa ključno, kar moramo vedeti v tem trenutku je, da imamo v Sloveniji neko inštitucijo, vrhovno inštitucijo, ki se ji reče Ustavno sodišče. In Ustavno sodišče je najbrž z razlogom zaustavilo, nič nismo včeraj govorili o vsebinski presoji, ampak je bilo zelo jasno povedano, zelo pošteno povedano, da gre za to, da je Ustavno sodišče zaustavilo postopek. In tukaj smo in seveda ta postopek na Ustavnem sodišču je za vas izjemno nekaj, kar vas moti. In k temu se še vrnemo, če dovolite, bi še nekaj tukaj vprašal, gospod Tomc. Vi ste v času prejšnje vlade, ki jo je vodila vaša stranka SDS, opoziciji, ko je ta enako v Bruslju opozarjala, da se pač dogajajo in izvajajo pritiski na slovenske medije, očitali, da notranje politične razprave seli na evropski parket, da v tujini blati ime Slovenije in da gre za poskus rušenja vlade. Kaj je tokrat drugače, ko so te vloge zamenjane in ko je vaša stranka spet v opoziciji? Tokrat je zelo drugače. Tokrat imamo na mizi spremembo zakona, ki ruši nacionalno RTV. O njej, kot ne morem dovolj močno poudariti, o tem presoja celo Ustavno sodišče. Tako daleč smo prišli. Če se spomnite, takoj po nastopu mandata je ta vlada kot enega izmed prvih ukrepov sprejela oziroma njena koalicija v parlamentu sprejela zakon o RTV po hitrem postopku, to se pravi v popolnem neskladju z vladavino prava, če želite, tako z načeli vladavine prava, kajti ti hitri postopki, nujni postopki se lahko uporabljajo samo takrat, kadar gre za grožnjo državi, kadar gre za vojno stanje, kadar gre za naravne nesreče in to je bila čista zloraba postopka. Ampak potem je tudi prejšnja vlada želela spreminjati, vlada Janeza Janše je želela dosti na začetku mandata spreminjati medijsko zakonodajo ravno tako po nujnem postopku, pa so jo ustavili koalicijski partnerji. Če lahko samo komentiram, tam ni šlo za zamenjavo vodstva, ali nam je bilo všeč, ali nam ni bilo všeč. Ampak en del financiranja od RTV-ja bi pa dali drugim medijem. To so pa bili takrat načrti. Regionalnim medijem in sicer samo 5%, sicer bi pa reševali težave, ki jih imamo s koncentracijo in nepreglednim lastništvom. In če si pogledate zadnje poročilo Evropske komisije, v tem zadnjem poročilu tudi piše, da je vlada Janeza Janše želela za zakonom popraviti to, na kar oni ves čas opozarjajo, pa je bil zakon žal zavrnjen. Tako da govorimo o popolnoma drugih stvarih. Kaj pravite vi na to, gospa Joveva? Takrat ste kot europoslanka iz vrst opozicijske LMŠ takrat vi govorili o pritiskih na medije brez primere. Seveda, se je to dogajalo. Se je bilo zelo jasno v evropskih medijih, ne samo v slovenskih medijih, to zabeleženo. Mislim,
Jaz sem seveda opozarjala na to kot mnogi drugi, ampak govorili smo o dejstvih, ki jih je potem takratni premijer, gospod Janez Janša, samo še potenciral. No, bomo pa zdaj pogledali današnjo izjavo predsednika vlade in vaše stranke, Roberta Goloba, ki je od novinarja TV Slovenija dobil nekaj vprašanj glede njegovega delovanja v času, ko je bil šef GEN-I-ja in tudi nakazilih Vesni Vuković, prej novinarki, zdaj pa generalni sekretarki Gibanja Svoboda. Poglejmo, kaj je odgovoril Robert Golob. Hvala za vprašanje. Jaz bi rad ponovno izrazil podporo vsem neodvisnim novinarkam in novinarjem na RTV-ju za njihovo pokončno držo. In predvsem tudi tistim urednikom, ki še niso bili zamenjani, da se držijo tega, da pride do ljudi poštena in neodvisna informacija. To je vse, kar bom povedal RTV-ju iz enega preprostega razloga. Ker žal je teh novinark in novinarjev vedno manj, urednikov in urednic pa tudi. Hkrati bom pa izkoristil priložnost in pozval ponovno Ustavno sodišče, da ne glede na to, da je javni interes, in da se to spet kaže, da je javni interes izrazito ogrožen, hitro sprejme odločitev o ustavnosti zakona, ki je dobil plebiscitarno podporo na referendumu in ki jasno pove, kaj si ljudje mislijo o sedanji neodvisnosti politike vodstva na RTV-ju. Hvala. Pa Tomc, ne gre spregledati seveda, da vsebinsko premijer ni odgovoril na zastavljena vprašanja, ampak a vi razumete to njegovo izjavo kot pritisk na Ustavno sodišče? Jaz mislim, da bi se moral izogibati kakršnimkoli takšnim izjavam, ker ja, lahko jo razumete tudi tako. Dejstvo je, da premijer ni odgovoril, tako kot sami pravite, na vprašanje, kar je že en velik indic, da se je znašel v izjemni zadregi. Mi smo govorili včeraj tudi o teh povezavah, sumljivih, čudnih, nenavadnih povezavah, ko so neki ljudje, ki so se še leto nazaj gibali v novinarskih vrstah in bili nepregledno financirani, nenadoma prestopili v vladne vrste ali pa v vrste vladnih koalicijskih strank. To so čudne stvari. Mi smo očitali ravno to, da je podpredsednica Jourova se oglasila na Ustavnem sodišču. Veste, res je, da se lahko komisarji ustavijo tudi na Ustavnem sodišču. Je pa izjemno nenavadno, zelo čudno in zelo sumljivo, da pridejo ravno takrat, ko poteka nek postopek, za katerega so oni predhodno se že zelo jasno izrazili, kaj si o tem postopku mislijo. Njena zagotovila vas pa ne prepriča. Ona pravi, da se nikakor ni pogovarjala z gospodom Accettom o tem. Dokler nimamo magnetograma in posnetka, pač ne moremo vedeti, kaj sta se pogovarjala. Razumem pa, da se želi komisarka zdaj iz te situacije nekako izvleči. Kaj me posebej navdaja pač v prepričanje, da je naredila nekaj narobe in da se tudi sama tega zaveda. Poglejte, ona je šla se pogovarjati o RTV-ju, se je pogovarjala s predsednico Državnega zbora in je tudi rekla, da se je pogovarjala. Pogovarjala se je tudi za predsednico države. Je povedala, da so se pogovarjala o RTV-ju in šla je na Ustavno sodišče in samo tam se ni pogovarjala o RTV-ju. In način, na katerega je odreagirala, kako zelo je hitela pojasnjevati, da se vendarle ni pogovarjala o RTV-ju, kaže na to, da se zelo dobro zaveda, da njen obisk na Ustavnem sodišču nikakor ni bil primeren v tem trenutku. In to je tisto, kar jim mi očitamo. Gospa Joveva, kaj pravite na to, tudi na izjavo premijeja? Niso to pritiski, tudi vaša strankarska kolegica, prav tako nekdanja novinarka, sicer z RTV, Mojca Šetinc Pašek, na odprtem Facebook profilu danes piše, citiram, da ustavni sodniki z zadržanjem 3 členov zakona o RTV držijo štango interesu skrajno desne stranke SDS, da so ravnali politikansko, ne po pravu, še manj v interesu ljudi. To je poslanka vladajoče stranke. Mar ne gre tu za vmešavanje v odprt postopek na Ustavnem sodišču? Zelo jasno je, da Ustavno sodišče vsebinsko še ni odločilo o zadevi. Pika. To sem že povedala, to lahko ponovim samo še enkrat. Izjave lahko komentira vsak po svoje, kakor komu paše, ampak
Dejstvo, Ampak vam se to ne zdi pritisk? To ne drži. Izjave ne more komentirati vsak, kakor hoče, to vi počnete. če seveda se ne zaveda, da je vladajoči politik poslanec, da je komisar, da je predsednik vlade, ker te izjave ljudi na takšnih funkcijah imajo seveda popolnoma drugačen učinek, kot če jih izreče nekdo nekje na ulici ali pa tako. In verjemite, da poslanec v nemškem parlamentu, ki bi kaj takega izjavil, bi drug dan odstopil. To se enostavno ne more in ne sprejema, to se ne počne, to je politično nehigienično in nedopustno. To je totalen pritisk na, veste, ne boste nikoli slišali. Predlagam Ustavnemu sodišču, da odloči tako in tako. Seveda, da ne, pa saj nismo od včeraj. Te politični pritiski pač se vršijo na takšen način, kot je očitno Mojca Pašek Šetinc zelo nespametno in nespretno zapisala na javnem svojem profilu. Jaz ne bom odgovarjala za to, kar nekdo drug napiše in kar ne napiše. Jaz govorim o dejstvih, da Ustavno sodišče ni vsebinsko odločilo o zadevi. Ampak a so to za vas pritiski, gospa Joveva? To, kar pač vladajoči politiki izjavljajo, tudi premier Golob, nenazadnje poziva večkrat tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, podpredsednica Gibanja Svoboda, ravno tako večkrat javno poziva Ustavno sodišče. Pozivajo k temu, da se čim prej o zadevi odloči. To za vas ni pritisk. Ne k temu, kaj naj se odloči kdo, ampak k temu, da se čim prej razreši stanje, ki ga imamo. Dobro, pri koncu smo, bi vaju še obe prosil, ali se torej svoboda medijev v Sloveniji pod to vlado izboljšuje ali poslabšuje, gospa Joveva? Stanje svobode medijev se pod to vlado izboljšuje. Prej sem naštela 3, lahko še kakšnega naštejem, kredibilne vire. Ogromno je poročil o tem. Konec koncev lahko pogledate tudi kakšne evropske medije, ki kako pišejo danes ali zdaj in kako so pisali takrat, ko jih je tudi gospod nekdanji premier zelo rad napadal. Jaz bi samo tukaj dodala vendarle za razjasnitev, da zelo lepo se sliši po evropski mediji, po evropske raziskave in tako naprej, ampak vendarle ne gre pozabiti, da kdo so tudi sodelavci teh medijev oziroma teh institucij, ki pošiljajo informacije o Sloveniji inštitucijam, ki pripravljajo neke lestvice. Recimo, eden izmed zelo vidnih je bil Blaž Zgaga, ki je redno poročal, tako kot pač vemo, kako poroča, sovražno do desnosredinskih strank. Pa ne samo to, on je postal politik. On je kandidiral na listi SD-ja za poslanca. Kako lahko potem verjamete vsem tem lestvicam? Jaz verjamem, da so nekatere zelo dobre, da pokažejo realno stanje, vendar moramo pa vedno tudi pogledati, kdo je njihov vir. Ampak veste, sicer Miro Petek je bil prej novinar, pa je potem pač šel postal poslanec. Pa ne dela lestvic. Ja, je pa včeraj nastopil v Bruslju na razpravi, ki ste organizirali. Seveda, in je povedal svoje v svojem imenu. Absolutno. Če ste kolegica vprašali, jaz pa mislim, da je pač medijska situacija v Sloveniji zelo zaskrbljujoča v tem trenutku. Kot rečeno, poleg tega, kar se dogaja na RTV-ju, kjer imamo zdaj ta postopek, o katerem že večkrat sva ga omenili, mene skrbi tudi ta medijska koncentracija in nepregledno lastništvo. Seveda, ločiti moramo javne medije in ločiti moramo zasebne medije. Zasebni mediji lahko in naj poročajo, kakor hočejo, levo, desno, kakor želijo, ker so pač zasebni mediji v zasebni lasti odgovorni svojim zasebnim lastnikom in seveda na nek drugačen način poročajo, imajo svoje interese. Tako kot recimo imamo nekaj časnikov v Sloveniji, kjer so njihovi lastniki pravzaprav ukvarjajo z drugim glavnim poslom, kot je medijski. To seveda vpliva. Na drugi strani imamo pa javni medij. Ta javni medij pa mora biti skrbno zaščiten pred takšnimi grobimi posegi politike, kot se je dogodil zdaj in nikakor se v neki demokratični državi. Na to smo tudi včeraj opozarjali, brez svobodnih medijev ni demokracije. V demokratični državi se ne more zgoditi, da
politika, ki je prišla na oblast, z enim mahom odstrani celotno vodstvo, pazite, javne nacionalne radiotelevizije Slovenija. Se tudi pod vašo vlado je bil takoj na začetku gospod Jančič, ki je bil prav tako včeraj v Bruslju imenovan na čelo Siola. Poglejte, govorimo o javni televiziji Slovenije, ne govorimo o Delu, Večeru, Siolu. Ampak Siol je posredno v državni lasti in lahko vsakokratna vlada vpliva. In tudi tokratna je. To je sam gospod Jančič včeraj povedal. Izvolite, zaključna je vaša, gospa Joveva. Jaz ne želim govoriti o levih, desnih medijih, sploh si pa ne želim, da se uporablja narativ, da lahko, v tem primeru ste rekli, zasebni mediji poročajo o čemerkoli želijo. Mediji morajo biti neodvisni in to jim mi moramo omogočiti, ne levi, desni. Mediji morajo biti neodvisni. Strinjava se glede koncentracije in nepreglednega lastništva, tako da tudi s tem se bomo ukvarjali v aktu, mogoče pa prideva vsaj v tem primeru do nekih skupnih stališč. Vas pa boli predvsem to, da so vam ljudje pokazali na prejšnjih volitvah in tudi na referendumih, izsiljenih referendumih, da preprosto so sprevideli vse vaše splitke in ukane in si tega ne želijo več. In tu bomo naredili piko, spoštovani gosti, gospa Irena Joveva, gospa Romana Tomc, spoštovani evropski poslanki, hvala, da ste prišli v studio N1. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljajte nas še naprej na naši spletni strani n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.